slabi seriji ste zdaj. Kaj reči pred to tekmo? Kar pomembno, ne? Ja, tekma je vsaka pomembna. Res je, da smo predvsem v tej ABA ligi zdaj že v neki seriji teh porazov. Vendar pač tako, ker že vse skozi začetka sezone sem opozarjal, da bodo te trenutki sigurno prišli in da moramo ostati ekipa, da moramo ustrajati pri svojem planu, delati in to je edini način, da pač pridemo do boljše igre, do manj teh včasih tudi nepotrebnih napak in posledično potem lahko računamo na zmage. Tako da gremo v Italijo pač sproščeni, vemo, da gre za eno odlično ekipo, ki stoji zelo dobro in v Evrokupu in v italijanskem prvenstvu, za eno zelo atletsko ekipo, ki se lahko sami prepričali na prvi tekmi. Igrajo ogromno tranzicije, zelo dominantni so v skoku, tako da moramo predvsem pametno se postaviti na teren, ne z njimi brez glavo letati, ker v tem primeru ne moramo računati na uspeh. Začenši z našim napadom, ki mora biti zelo potrpežljiv, s čim manj tem izgubljenih žogami oziroma prehitrimi meti. S tem delno že pobraniti njihovo tranzicijsko igro, sicer se pa čim hitreje vračati, zapirati raketo in pa potem držati ta skok, ki sem ga že prej omenil. Poleg rezultatov je verjetno cilj v tej sezoni tudi razvoj mladih igralcev. Kako se kaj zadovoljen z njihovim napredkom pa z vlogo starejših recimo? Prvo, v zadnjem času, ko smo tudi mogoče nekoliko večji, smo v krizi rezultatski, se nam predvsem povzročajo veliko težav te poškodbe. In to dosti pomembnih igralcev, kar pa pri nas ogromno pomeni, se pravi, mi nismo ista ekipa. Če je Sašo Zagorac pravi, če je Blaž Mahovic tukaj ali pa če jih ni. Težave smo imeli že tudi na tisti tekmi, čeprav je Sašo Zagorac igral 30 minut proti Šentjurju, ki je že skozi celotno tekmo bolj ne razmišljal o tem njegovem kolenu in ne bi niti pravi, sami veste, kako je tisto tekmo igral. Tako da sigurno je moja prva želja, da pač probamo sanirati te poškodbe, da čim prej pridemo v kompletno zasedbo in lahko potem igramo to, kar smo si zadali, nazadnje tudi igra, veliko postavljeno okrog Saše Zagorca kot petica, ki potem širi. Kar se tiče teh mladih igralcev, napredujejo, je pa iluzorno pričakovati, da bodo iz danes na jutri postali drugi igralci. Včasih pri teh mladih igralcev tudi ena sezona ni dovolj, tako da izpostavljam še dejstvo, da Vlatko Čančar poleg teh naših treningov, naših tekem, hodi še na tekmo Škofja Loka, tam igra tekme. Potem je jasno, da imamo vsi skupaj nekaj problemov, s katerim se moramo srečevati vsakodnevno in jih reševati. Ampak ne bežimo od teh odgovornosti za te zadnje poraze. Mi moramo narediti vse pač, da predvsem odigramo boljše tekme, bolj čvrsto, z manj teh lahkih košev nasprotnikov, z več osebnimi napakami, če ne gre drugače, in mogoče nekoliko več discipline v napadu. Kakšen poseben razlog za te poškodbe, ki so se začele tiste tekme Zvezda, tam ste bili še popolni, pa se je pa kar začeli vleči? Ali je to samo pač posledica smole? Vse poškodbe, ki so se zgodile, so posledica nekih udarcev. Izjema je Saša Zagorac, ki imel probleme v teh tekmah, ste omenili z Zvezdo, z mišico. Ko se je vrnil po tej poškodbi mišice, so pa nastopile stare težave, v bistvu, če gremo iz reprezentance za kolenom. Prej se skozi tiste 2 meseca, kjer so bili treningi najmočnejši, ni imel problemov, se pravi, verjetno je nekoliko drugače obremenjeval nogo in posledica je bila večja obremenitev kolena in zdaj trenutno ni sposoben za igro. Delamo vse, da bo pač čim prej se vrnil. Je pa verjetno pač te poškodbe so posledica tudi velike obremenitve, roster ni jih širok, fantje so obremenjeni na treningih, ne šparamo in pač sestavni del športa. Vedeli smo tudi sezone nazadnje, da se to verjetno dogaja in nočem in ne sme biti to izgovor. Še to me zanima, procent meta za recimo 3 vam je tudi precej padel. Je to posledica slabše strelske forme ali tudi, da so se nasprotniki zdaj že kar bolj pripravljeni na to, glede na to, da ste na začetku sezone imeli kar visok ta odstotek? Jaz mislim, da je kombinacija vsega, čeprav ogromno teh metov, ki smo jih zdaj na teh zadnjih tekmah izvršili,
iz izdelanih situacij, zelo odprtih metov, tako da to ni to samo nasprotnikove igre. Verjetno vpliva na to tudi nazadnje mogoče te nekateri porazi, ki so se dogajali zdaj v zadnjem času. Jasno, da tudi neka ta psihološka priprava oziroma samozavest potem pade in odstotek meta je verjetno temu tudi potem posledica. Kaj pa tudi delo tako po tekmi si rekel, da ti ne vedi, da ne najdeš prave razlage, če ni tako slabo, da ne več nekaj, če ne tako kakšne pogovore po treningu več, imaš kakšno razlago, kakšen odgovor več, kaj pripisuješ, zakaj je res tako taka razkrna, kot sem se delam in sem občutek. Zdaj, če gledamo samo zadnjo tekmo, moramo biti realni. Igrali smo proti zelo dobri, če ne vrhunski, oziroma kar vrhunski ekipi, ki je nazadnje svojo kakovost kaže tudi v Euroligi. Če pogledate, koga je premagal na same vrhunske ekipe, ki šteje oziroma merijo na finalni final Eurolige. Tako da mi smo pa po drugi strani nastopili z igralci, ki so začeli igrati samo mladinsko ligo. Tako da moramo biti realni. Včasih potem izgleda, kot da fantje se ne borijo, ne delajo osebnih napak ali pa nočejo delati osebnih napak, da igre v nekih trenutkih razpade, ampak to vse je posledica te kakovosti, izkušenj, nazadnje, če hočete, ker tudi osebno napako moraš v določenem trenutku znati narediti, ne samo zgleda strani, mogoče zgleda, da je vsak naredil. Ko se moraš ti v igri, ko se znajdeš in moraš se v delčku sekunde odločiti, glede na situacijo, pa to ni tako enostavno. Fantje potem, ki to gledajo, potem na analizah tekem vidijo, se držijo za glavo, ampak na trenutku pa ne znamo reagirati. In treba biti potrpežljiv. Je pa res, da pač ne moramo vse skozi ponavljati enih istih napak in se pričakuje, da pač vse te napake, ki se dogajajo, čim prej odpravljajo. Neke stvari smo se tudi spet po tej tekmi cedevito pregledali. Mislim, da bodo nekateri ali pa kot ekipa moramo malo bolj gledati na ekipo, ker se je mogoče v določenih trenutkih preveč pojavil, da bi kdo z neko svojo idejo želel nekaj narediti. To pa v košarki enostavno ne gre in je nedopustno. Tako da upam, da so te stvari razumeli, da že na teh naslednjih tekmah boljše. Ampak verjetno kljub rezultatu pa moči Cedevite pristop oziroma energija ni bila recimo ista kot proti Zvezdi, tudi vrhunska ekipa. Jaz se ne bi čisto strinjal. To zgleda tako velikrat. Ko gre enkrat nasprotni ekipi vse od rok, te pa enostavno nič ne uspe, je potem zelo težko igrati. In nazadnje smo mi na trenutku igrali zelo dobro, tudi dobro obrambo, pa se nam potem 2-3 sekunde do konca dali neke koše in to enostavno te ubije. Ti fantje pa na tem nivoju še niso igrali, to še toliko bolj potreje oziroma jim pade tisti, tudi če hočete, rekel, energija, kar ne bi smel, ampak oni enostavno niso še toliko izkušeni, da bi se fokusirali na tiste stvari, ki bi se v določenih trenutkih morali in posledično pade igra, zgleda, kot da energija ni prava in tako naprej. Jaz pa še to, zdaj nasprotniki prihajajo kar težki, še naprej in v AB ligi in v RK, pa se bojiš, da bi se mogoče ta niz še potegnil, da bi morala še padla? Ja, nasprotniki so drug za drugim so zelo močni, ampak jaz še vedno verjamem, da smo tudi mi sposobni dobrih iger. Tako da računam, da bomo že v Italiji odigrali eno dobro tekmo, probali presenetiti, potem pa nas čakata doma, mislim, da 3 tekme so zaredom, ena v Evrokupu z Nanterom in pa Megalix pa Metalac doma in tam pa enostavno bomo morali biti pravi in vsaj nekaj od teh tekem dobiti. Hvala.